Danes smo v prebranih celicah obiskali svoje brate in sestre iz daljne zgodovine. Beremo knjigo Barbare Bajt Človečnjaki s podnaslovom Kdo smo in od kod prihajamo. Jasna in Špela imata odgovor. Evolucija se nikoli ne konča, tako piše tudi Barbara Bajt v tej knjigi Človečnjaki. Zaenkrat smo prišli do točke Homo sapiens oziroma moderni človek, kar smo mi. Špela, katere druge človeške vrste pa so se ti zdele še zanimive v knjigi? Mogoče je neandertalec, saj ga že najdlje poznamo in tudi najbolje poznamo. Predvsem pa mi je bil zanimiv zato, ker naj bi bil nizke rasti, tudi malo bolj čokat s kratkimi rokami in nogami, ki bi takrat naj bili bolj prilagojen na takratno podnebje oziroma klimo, ki je bila takrat hladnejša. Meni je bilo zanimivo tudi to, da so v knjigi opisani načini, kako strokovnjaki raziskujejo to daljno življenje. A ni noro, da imamo neke metode, s katerimi lahko ugotavljamo, kaj se je dogajalo milijone let nazaj? Ja, to sicer počnemo z fosili, ki so ponavadi nastanejo iz trdega dela telesa mrtvega človečnjaka oziroma organizma. Se pa seveda vsakodnevno odkrivajo neke nove fosile, neke nove stvari, tako da potem skozi neke nove teorije delajo na podlagi tega. Poleg fosilov pa so tudi zelo zanimive najdbe, tudi na področju Slovenije, a ne? Točno tako kot na primer piščal iz divjih bab, ki jo ustvaril neandertalec iz stegna mladega jamskega medveda. No, naslov knjige je torej Človečnjaki, pojem, pod katerega spada več človeških vrst, in meni se je zdelo zelo zabavno to, da je avtorica uvodoma izpostavila oziroma rekla, da če nam nekdo reče, da smo kot neandertalec, tega ne smemo vzeti kot žalitev. Kaj je s tem mislila Barbara Bajt, pa nam bo povedala kar sama. Pozdravljeni. Res je, za napačno predstavo je kriva ena zgodnjih najdb okostja neandertalca, ki so ga odkrili v Franciji. To je bil skelet starca, ki je imel močno ukrivljeno hrbtenico in je stal z upognjenimi koleni. Zato so sklepali, da je bil še zelo primitiven in ne preveč pameten. Ko so kasneje strokovnjaki ponovno proučili skelet, pa so ugotovili, da večina njegovih značilnosti ni tipična za neandertalca, ker je imel osebek okostje deformirano zaradi osteoporoze. Danes vemo, da je imel neandertalec velike možgane, uporabljal je ogenj, izdeloval je orodje, pokopaval mrtve in skrbel za ostarele, ranjene in obolele vrstnike. Torej, ni bil neumen. Hvala lepa, Barbara. Ja, v knjigi je res veliko zanimivih takšnih in drugačnih dejstev, v splošnem pa se mi zdi, da ti da zamisliti to, kako malo časa smo na svetu, in seveda se hkrati porodi tudi vprašanje, katera pa je naslednja človeška vrsta? Dobro, vprašanje je jasno, morda kakšna robotska vrsta ali pa bomo morda tudi končno doumeli, da bi morali postati malo bolj podobni živalim in manj uničevati naš planet, da ne bomo neumni, kot niso bili neandertalci. Tole pa je vprašanje za tekmovalce. Knjiga Človečnjaki opisuje razvoj človeške vrste. Kaj Špelo očara pri odkrivanju novih fosilov? A. Da najdbe novih fosilov vodijo v potrditev novih teorij o vrstah. B. Da najdbe novih fosilov vodijo v zastoj razvoja novih teorij o vrstah. C. Da najdbe novih fosilov vodijo v razvoj novih teorij o vrstah. Ali D. Da najdbe novih fosilov vodijo v potrditev starih teorij o vrstah. Tole so bili dolgi odgovori in je bilo treba malo dlje premisliti. Dvakrat odgovor C, da najdbe novih fosilov vodijo v razvoj novih teorij o vrstah, pravijo naši tekmovalci. Špela pove, da se na podlagi novih odkritij fosilov in podobnih stvari rojevajo nove teorije. Pravilen je res odgovor C.